Nice. Ja. Lekaj še Kaj barvno sklenilo? usklajen. Operacija je, ne? Ah. Barvno usklajen z ozadjem pa vse. Pa se Ne, ga ne a se zlijem? Kaj green screen. Blending, Ja, ja, sam glava. Hudo. Okay. Vidiš, da pa tako usklajene. Ja. Dobrodošli v podcastu Jan David se pogovarja plus Benz. To sem jaz, In to je on, in to sva midva. kot tak debilen malo. Tak dobilen intro. Ja. Dober, okay. Jaz sem pa Matic. Novak. Živa. Povabila sva ga zato, ker ima ADHD, pa zato, ker o tem odkrito govoriš, kaj te pula, veš. Nek tabu, veš. On pa že stran gleda eno muho. Zdaj na tem. No. Gledam pajčevine. Ja. Kje? Ne, gledam, tam je en pajk tam na gor. Ja, ko sem bil mehen, sem že skozi te pajke lovil. Ne vem zakaj, ne vem kaj je to fora. Lovil si jih? A tako? Gledal. Kot mehen sem jih skozi kazal, tako, to je bil kaj, je bil pajk, to, ker sem bil še dojenček. Niso vedeli sploh, kaj to počnem, dokler me niso bližje pripeljali in pol sem jih hotel prijeti. Na mojo mamino srečo. Okay. Ful ni bila zadovoljna, ampak kako če še. Dobar, zanimiv. Še tole bom naredil. In to je to. Ok, s čim se pravi, zakaj ima Matica? Kaj je danes tukaj? ADHD, bi ga jaz vprašal prvo. Ok, dajmo zdefinirati ADHD. A hočete uradno definicijo? Ali... Oboje. Oboje. Vse. Pač uraden prevod je Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Okay. Zdaj, kar pomeni neka motnja pozornosti. Se pravi, da imaš razpršeno pozornost, pa da imaš v bistvu zraven še kar precej enega dodatka energije, tako da si malo bolj nemiren. Je pa tudi zraven še neka impulzivnost priklopljena na to, tako da si malo bolj reaktiven na vsake situacije. Wow. A tako čustveno? Tudi. Miselno, čustveno in pa še akcijsko. A imaš zaradi ADHD-ja probleme najti partnerja? Probleme najdete ga nimaš, po mojem. Vzdržati ga je pa problem. No. A dejansko? Ja, mislim, a veš, to je ena specifika, ki te zaznamuje čisto na vseh področjih in okoliščinah, kjerkoli se pač znajdeš. Si na nek način, tak, kako bi rekel, unikaten človek, ki ima svoj način delovanja. In tisto, kar nas fura v lifeu, je, kako bi rekel, ena taka stimulacija. Se pravi, tam, kjer se nekaj dogaja, tam, kjer je nekaj malo bolj ekstra zanimivega, tam smo mi. Če tega ni, bomo to najdeli oziroma si naredili. Tako kot psi v bistvu. Je v bistvu zelo podobno. Ja. Ker smo imeli eno bejbo, pa je govorila, da pač pa si sam del najde in isto mi delamo. Ja, zakaj sem jaz hotel imeti Matica? Zato, ker je, da bi sebe poslušal. Da bi sebe poslušal? Ja, pač isto, kar on govori, tudi zakaj spoznal sem ga, oziroma prvič sem zanj ga zvedel ne vede takrat, ko si padel z motorjem, sem vedel, da si to ti. Oziroma takrat nisem vedel, da si to ti, sem vedel, pač vem, zakaj se je šlo. Pol pa, ker si naredil dokumentarc z RTV-em, ste imeli dokumentarni film. Aha, to imamo tudi. No, hudo. Ja, koliko je 45 minut, mačkan manj. Ne, ta je bil 25, zdaj po novem letu pa pride 55 minutni. Ker smo veliko smo posneli, pa malo smo lahko dali not, tako da zdaj so pa zmontirali še dodatno. Aha, v bistvu iste kadre sem podal. Mislim, da isti sam ful več. Hudo. Tako da to se ful veselim, da res prijeti sta ta prava zgodba ven. Proper. Dobro, ja. Nice. In želel sem si ga imeti zaradi tega, da pač razjasnimo, zakaj jaz ne moram imeti podcasta več kot 1 uro, ker mi rata dolg cajt, pa ker se praskam, pa ker ne vem, kva vse počnemo vmes. Ja. Ok, hudo. No, se pravi, čakaj, slovenski prevod tega ADHD, ki je kaj? Motnja pozornosti in hiperaktivnosti. In hiperaktivnosti, se pravi, oboje imaš. Ja, ampak kakšni ljudje tudi posebej? Mislim, imaš tako, načeloma je ADHD en sam, pa se v bistvu v variacijah izraža, se pravi, imaš bolj izraženo hiperaktivnost, imaš bolj izraženo motnjo pozornosti, ali pa pač oboje nekako močno izraženo. In načeloma se to pa deli na neke 3 tipe, se pravi, motnja pozornosti, hiperaktivnost ali pa kombiniran tip, zdaj jaz pašem v kombiniranega. Se pravi, oboje kar močno izražen. Sam, meni gre živce tam motnja, ker v bistvu vsi so mi vedno govorili, da jaz nimam pozornosti, oziroma da imam primakljaj na področju pozornosti. To je čist skregan s tem, kako jaz pač to svojo pozornost dojemam in doživljam svet. Jaz pozornost imam, ampak ta pozornost ni taka, da bi jo bilo premalo. Problem je, da jo je preveč. In zaradi tega, ker jo je toliko, jo jaz ne moram ujeti na eno točko in jo tam dolg časa držati, ker upadajo nove stvari.
Zdaj to, da pa vržem to motnjo, da je pa to res težava s pozornostjo, ti pa lahko rečem v bistvu, da imam pozornost drugačno, je pa ta, da jo imam na področjih, ki mene ful zanimajo, ki mene ful interesirajo. In tam imam pa ekstra izraženo pozornost. Tam sem pa totalno noter, pač temu se reče pa hiperfokus. Verjetno poznaš to. Poznam. Ko padeš not in si lahko ure, pač samo v tej stvari in ne vidiš, ne slišiš nič drugega kot samo to. Nisi ne že, ne lačen, nič. Izključno samo ta stvar. Ok, razumem. Lih sem hotel reči, da tole greva narediti. Ja. Mater so mi da so tok za en drek, res. Res. Ne, veš, ti se Pa daj fukan. Ja vem, tepe je vse, zato pa delujeva. Ker če bi bila dva taka, kot jaz, bi se skozi skregala. Ja. Če bi bila dva taka, kot ti, ne bi bilo pa nič narejeno, koliko je treba. Ne, bi bilo sam čisto, bi me zanimalo. Pa 15 minut bi bilo nekaj narejeno, pa 15 drugega. A veš, on gre popravljati za... A ja, ok. Dobar, ja. Vse kul. A kdo gleda nota, kaj je fora? Ja, babi. Ne. Žarki, Žarki, veš, sonce. žarki ti padajo na Hipče faco. babice. A, okej. Ti si še en babi. By the way, a veš, kako sem vedel, da ima res ADHD, ker je ful poklukanih stvari, ne? Ker sem A ja? bil tako, če bi jo še to rešil, bi bilo lih tam nek, A ne? ja, to je tisto vprašanje, ki sem Formularček, dobil. ja, tole damo izpoln. Aha, ok, dobro, to je se pravi ta slovenski prevod. In kaj, a daš tako recimo neke prav primere, kako se ti to izraz v lifeu, pač, tvoj ADHD? Prav konkretno primer. Vozim se v avto, zgodi se mi to. Pa avto sam po sebi, mislim, mi sploh ne predstavlja toliko težav. Meni vse te vožnje ali avto, sploh motor. Avto so hude vožnje, sorry, ko prekinjam. Dober, padem not. A ne, da? Padem Dober je not čist furat. in nimam- Če imaš nimam ADHD, je težav najbolj s tem. furat. Ja. Najbolj Veš, furat. Je pa problem, recimo, ko se moram pa recimo usest, ko moram biti statičen in pa nekaj narediti. Recimo, zdaj, če dam tipičen primer, ne vem, ko moram kaj napisati za kakšne predavanja ali pa te stvari, ko se moram lotiti kakšne organizacijske stvari, ko jaz padam v to pozornost noter, ko se mi ta pozornost začne aktivirati, se pravi, da se res koncentriram na eno stvar, ratam tak hipersenzoren, se pravi, hiperobčutljiv. In to na vse držljaje, ki jih pač zaznavam s svojimi čutili, se pravi, vid, sluh, von, okus, tip. In takrat je tako že en najmanjši držljaj, ki se zgodi, me ven potegne. In tisti je lahko zelo tako, recimo, če kdo zraven mene sedi takrat, pa je jabolk. Je pač to, veš, vsakič, ko ugrizne, je ič tako, ali pa če hrusta zraven, kakšne tortilje, piškote, take zadeve, je samo tako. Vsakič te malo počoha tam po živčkih. Te malo zategne. Ja, in pol v osnovi pač imaš to malo nižjo toleranco do frustracije. Pač težje zdržiš te občutke nelagodja in pol to zelo hitro impulzivno pokažeš ven. Ne? Zdaj, odvisno, koliko imaš to v nadzoru, oziroma koliko samega sebe pol vidiš, oziroma vidiš ta miselni proces, ki se ti dogaja. Če si na nekem avtopilotu, se pravi, da pač ta zadeva te fura skozi življenje, brez da si zaveden teh misli, pol boš reagiral na vse te stvari. Boš noro, boš tolko, boš se drl, boš rekel, daj nekaj jesti, ne pa take zadeve. Če imaš pa to pod kontrolo, pa da vidiš, da enostavno te to ful mot, se moraš pa pol adaptirati in znajdeti. Si daš pa slušalke v ušesa, pa že samo to, da imaš malo za, ko bi rekel, ali pa čepke v ušesa, naprimer, da ne slišiš toliko, se pol ful lažje recimo koncentriraš. In na teh delavnicah, namreč ti vodiš tudi neke delavnice za ADHD ljudi. Ja. Ja, Mislim, ja. Bulani. Ne, sej. Za ADHD-ovce, ne vem, kako si rečete, HD-ovci ali kaj, ne vem. Okay. Okay. Vprašajno, ki si rekel, vsi ADHD-ovci. A imajo vsi ADHD-ovci AD v HD na YouTube? ADHD, ne. AD 4K imamo mi. Ne, okay, a na teh delavnicah se ukvarjate tudi s tem, da pomagate ljudem to spraviti pod kontrolo, se pravi, da se nekako tega zavedajo in to kar si zdaj razlagal, da ne reagirajo, kako si rekel, ne? Ja, lej, stvar je v tem, a ne, zdaj tak, kakršen si, se boš težko spremenil, lahko se pa pač adaptiraš na okolje, ki v osnovi ni prilagojeno tebi. Kar pomeni otrok, recimo sploh mlajši otroci, ki pridejo recimo v šolo, pa to, tam se nekako te težave ponavadi vedno pridejo bolj do izraza. In nimajo vse šole ali pa vsi učitelji toliko posluha za take otroke, zato si jaz rečem, lej, treba nekaj na otroku narediti. In moram opolnomočiti otroka, da ga naučim razne tehnike, kako se ali umiriti, ali kako energijo preusmeriti, ali tudi kako se skoncentrirati in mu sploh pokazati, kaj to sploh je koncentracija. Ker meni so vsi gotovili, vsi so mi govorili,
zdaj pa bod pozoren, zdaj se pa sfokusiraj, zdaj pa se pa skoncentrirej. Noben mi pa ni povedal, kako. Noben mi ni naučil, kako. A ne, in jaz jih pa kle v bistvu, v osnovi je pri nas ta center za igro zelo, v možganih zelo živahen, če že. In v bistvu, kjerkoli se znajdemo, v kakršnikoli situaciji se ti otroci igrajo. In ti otroci niso samo majhni otroci, ampak smo tudi veliki otroci. Ne, ker se veš sam verjetno, kamorkoli priješ, vse ti igra. Ja. In najboljši način učenja te pozornosti je preko igre. In v bistvu vcepem v igro noter vse aktivnosti, kjer spodbujajo pozornost. In jih tam noter probam čim dlje časa ohranjati. Tako da krepim v bistvu njemu to pozornost. Ker moraš vedeti, možgani so plastični. In ti prej, ko začneš trenirati pozornost, bolje lahko razviješ. Bolje lahko, ko bi rekel, tudi spoznaš. In bolj lahko nadziraš vse svoje te impulze in pa vedenje in pa v bistvu tudi svojo pozornost. In tukaj verjamem, da v bistvu to niso bolani otroci, daleč od tega, ampak so samo tisti, ki jim ta svet ni pisan na kožo. In jih je treba zato prej opolnomočiti, da se oni začnejo prilagajati svetu. In pol pa gre. Ok, in kaj je kakšen prav konkreten primer tega, kako nekako usmerite, kako ga učiš usmerjati svojo pozornost, oziroma jo držati na mestu prek igre? Kako, s čem, kakšna metoda? En konkreten primer je, recimo, jaz sem sebe opazoval, kaj jaz počnem, recimo, ko hodim po mestu. Okay. Meni je nasplošno hoja po mestu, lahko gledam naokrog in gledam ljudi v obraze in gledam pač vse, kaj se okrog dogaja, in pol sem povsod zunaj. Lahko pa začnem krepiti svojo pozornost tako, in to sem počel čist naravno, že od majhnega. Ko sem hodil po robniku, sem začel po robniku hoditi, recimo noga za nogo in lovil ravnotežje. In že prek tega, recimo, ko ti ravnotežje loviš, zakaj misliš, da se otroci vsi teli, to je sploh izrazito, zibajo na stolih? Ker lovi ravnotežje. In s tem, ko on ravnotežje lovi, svojo pozornost lih toliko bremeni, da ni odprta zelo široko, ampak jo majhen zoža. Ker da malo bremeni možgane, da jih majhen bolj, ko bi rekel, aktivira. In na ta način njegova pozornost ni toliko razpršena. To je en primer. In se potem s preostankom možganov lahko dejansko koncentrira na to, kar se dogaja. Zato moramo imeti skozi neki urok ali pa neki skozi neki urok, ali pa recimo, ko pišemo kakšne stvari, seminarske, take zadeve, moraš imeti zraven recimo eno glasbo. Tukaj ne sme biti recimo vokal zraven, da te ne potegne, kaj govori in kaj poje, ampak da je nekaj ritmična. Psytrance. Recimo, karkoli ti paše. To je lahko fulna glasa, lahko je pa čisto to, kdaj. Teta valovi. Karkoli. Tako da otroci poslušajte glasbo. In se zibite na stolih. In se zibite, valjda. Jaz sem celo šolo naredil iz Radio 1. Ampak sem imel čisto toliko potih, da sem slišal šundaru. Pa ko sem bil v fokusu, sem pozabil, da radio poslušam. Hudo. Sem se dejansko učil, ko sem se... Zanimiv, nisem vedel to. V bistvu, veš, možgani, kaj počnejo, pol nam pa dajo zdravila, ki so v bistvu stimulansi. In ti imaš v bistvu že tako ful, ko bi rekel, kar močno aktivne možgane, da se misli samo dogajajo ena za drugo, za tretjo in pol področje, recimo, ki ta sprednji frontalni režen, recimo, pravi, da je manj aktiven, da se to tudi zmeriti, da se to tudi pogledati v valovih, pa v raznih magnetnih resonancah se da videti, to v glavnem. In v bistvu dajo stimulanse za to, da stimulirajo to področje, da ujame v bistvu ta frontalni režen delovanje možganov, zato da v bistvu on pa lažje nadzira vse te misli in pa še ostale simptome. A v bistvu lahko ti samega sebe na naravni način lahko zelo pripelješ tudi do podobnega oziroma skoraj istega efekta, ki traja. Kar pomeni, da ni odvisno od nekega zdravila, ampak ga imaš lahko sam, kjerkoli. Sam zato moraš delati. Okay. Kje so te delavnice, kje imaš to? Kje to delaš? Po celi Sloveniji. To tako potuješ malo okoli pa prirejaš? Ja. Ok, kaj, zorganiziraš en dogodek, ne vem. Naredim dogodek, recimo, ne vem, jaz rabim samo en velik prostor. In pol pač, to je cel dan in sicer, ne vem, ena delavnica je hokus pokus, hiperfokus. Ta je recimo taka, ta je za malo mlajše otroke, tam najraje delam tam od 7. leta, tam pa do 13-14 recimo, ki so še taki, ki so še zelo igrivi, pa so že dovolj sugestibilni za to, da jim pač poveš nekaj in da razumejo, kaj jim zdaj razlagaš. Mlajši kot so, težji, starejši kot so, pa pride že puberteta in je pa že brez veze, so njimi pa druge stvari.
Tako da na te delavnice zraven povabim še starše, zato da jih pol naučim starše, kaj lahko z njim počnejo, zato ker problem pri nas je to, hitce naveličaš. In moraš biti zato, da že kima, ja, in moraš biti zato, da res dosežeš efekt konsistenten. Pač res moraš rutino upeljati v to noter, ne. Nič ni čez noč, ne. To je res tek na dolge proge. Tako da, tako. Pridem kamorkoli v bistvu. In pridejo starši in otroci in potem kaj, to traja 1 uro, 2? Ja, pol sem pa najprej imam individualno z vsakmu staršem in otrokom, jih peljem, tako naredim en tak poligon, jih peljem čez tisti poligon, pol imam pa še skupinsko delavnico, kjer so pa še vsi skupaj. Poligon v smislu, kaj? Tega recimo, da polimam po tleh, recimo poligon naredim, kje lahko hodijo po traku, pol streljamo z raznimi stvarmi, take zadeve. Vse, kar Take aktivira, postojankice? tako, vse, kar aktivira pozornost. Ne. Aha, daj nehi, tako to zgleda. In koliko folka ti to pride ponovadi? Ja, zdaj za te delavnice jih nočem vzeti preveč, ker moraš vedeti vse te skupine, s katerimi delaš, je fajn, da so tam od 8 max 12, 15. Več ne, ker nimaš več nadzora, niti ne moreš biti efektiven, niti jaz nimam energije, da bi jih več vzel. Obstajajo modeli, ki delajo, ne vem, 30 plus otrok, ampak to je brez veze. To ni brez veze, to je samo biznis. In meni ni v osnovi, mislim poanta, da služim na tem, jaz hočem narediti spremembo, ker v osnovi imaš ti otroka res z brutalnim potencialom, z brutalno hudim potencialom, ampak ki žal ne more priti do izraza zaradi tega, ker ne vem, bo v šoli ne bo mogel sedeti pri miru, ali pa se ne bo mogel skoncentrirati recimo na eno snov, ki mu je v osnovi ful bedna. In pol bo enačen z ostalimi glede sposobnosti, ki pa v bistvu ni čistko. Računaj, en je dober na enem področju, drugi na drugem, tretji na tretjem. Nismo pa vsi za vse. Naš, recimo, primer šolski sistem je pa čisto splošen. Vse moraš znati in po vseh zadevah moraš biti dovolj uspešen. In potem pa še enači v bistvu tvoj performance na teh testih, v bistvu z nekimi ocenami, ki ti dajo v bistvu neko vrednost samega sebe, ki pa v bistvu največkrat samo odraz sposobnosti pomnjenja. Inteligenca je pa še mnogo več kot to. To je ful res, ja. Ampak ADHD, to je zdaj tako, to je neka moderna zadeva, ali je to vedno bilo, sam pač nismo tega nekako odkrivali, nismo tega, nismo dali imena temu, nismo znali tega s tem ravnati. To je od Pantiveka naprej, so recimo ljudje, ki imajo to, obstajajo tudi neki, eno študijo sem bral, ki so v bistvu, ki so delali analize, Tikar. Je že opazil, veš, ko ima fokus posod. Ja, tako, ja, lega. Ne, veš kaj, malo trenirava to, kakšna je najna dinamika glede postavljanja vprašanj. Da si ne skačeva v besedo. Pa mi zdaj raj tako naredi po rami. Jaz pa njega tle postegnem po božem. Lej, sam njega preveč ne boš vratu. Ne, jaz ga bom tudi piknul. Upam, da te to ne bo motilo. Zdaj te bo skozi zajebavala. Ujel pa sem. In v bistvu so delali analize v bistvu genov tistih, ki so pač umrli pač na določenih področjih zemlje in so v bistvu ugotovili, da so bili tisti, ki so poseljevali narode naprej, ki so šli iz Afrike gor proti Evropi, ki so se ledene dobe, ko bi rekel, so šli pač dol, se je let začel taliti, so se v bistvu narodi poseljevali ta severno poloblo. In so bili tisti, ki so bili nomadi, ki so hodili naprej, bili vsi tisti, ki imajo okvaro nekih genov na področju dopamina, na tvorbi dopamina. In v osnovi smo v bistvu to ADHD osebe, ki pademo v to noter. Aha, ostali so pa pač ostali, pa so se naselili stalno nekje, ali kaj? V bistvu mi smo tisti, ki so šli v svet. Mi smo tisti, ki smo se naveličali biti v vasi in smo mogli odkrivati svet. Ali pa je preletel metuljček in si videl, tam je pa slab in si šel že pogledati slab. In si šel. In tako so nastali Britanci pol. Pička in materna. Sem pa pozabil, kako smo že sem prišla. Kaj bi že primarno vprašanje bilo pa kaj? On je postavil. Jaz vprašal te to, če je pač to neka moderna zadeva, ali je odvedno, pa si zdaj rekel, da odvedno. Okay. Je pa tako, pol se je pa začelo v bistvu tam v začetku 1900, mislim, da je prvi zapis 1907, tam nekje 4-7, ne vem, številke. Jozef Mengele. Ne, ta mislim, da glih ni, to raziskal. Imaš neki, Aristotel, ampak daleč od tega več.
Ne vem točno, kdo pa se načeloma sploh ni važno. Ni Ampak veze. takrat se je prvič pojavilo v tej neki medicinski literaturi kot motnja pozornosti. Pa se je pa to v roku tam v 70-ih, 80-ih začeli nekako razvijati iz ADD-ja v ADHD. In zgolj zaradi lažje diagnostike, ker so videli, da so v bistvu ti otroci, ki imajo motnjo pozornosti, zraven še ful nemirni. Ne? In so še ta H dodali zraven. Kako so pa tebe diagnosticirali? A so doma že kar vedeli? Ne? Ma, Jaz to nekaj že v filmu povedal. Ampak... Ja, jaz sem bil tako kot otrok zelo, veš, tak živahen. Tako, če si gledal recimo moje vrstnike, pa mene sem štrlel ven, totalno. Ja, ne rabiš razlagati. Nemiren, spal nisem nič, tako plezal sem posod, skakal posod, ne vem, na morju, naprimer, ko smo hodili. Veš, jaz sem bil skozi v svojem svetu, jaz sem imel ful močno izražen ta vizualen področje zavesti, ali kako ne to rečem, in sem skozi bil v nekih zgodbah, tako v domišljijskih. In recimo na morju, ko smo hodili med čovni, mislim, da sem bil star 4 leta ali nekaj takega, ali 4-5 let tam nekje. Ko smo hodili, veš, ko so čovni parkirani ob obali. Jaz sem imel tisto mrežo skozi, to so ta stari zmagali, so mi dali tisto mrežo, zato da sem se zaposlil, da nisem njim težil, ampak da sem tiste školke, rakce lovil in take zadeve. No, ampak jaz sem nekje slišal, da obstajajo v morju ene živali, ki se jim reče sipa, ki spreminja barvo, in pač jaz sem imel tisti hiperfokus na tisto sipo, jaz sem hotel sipo najti. In te stari hodijo nekaj metrov pred mano, jaz sem hodil pa tako odsad za njim in gledal noter v vodo skozi, kje bom se to sipo videl. In jaz dejansko vidim sipo. Premakne tako, ali bila hobotnica ali pa sipa, nekaj je bilo. In jaz ne da bi z mrežco šel not, jaz sem skočil not. In so slišali samo čof noter, jaz nisem znal plavati. Ja, iz obale not, čuf med čovne. In jaz nisem znal plavati takrat. Stare dva se obrneta, menen kjer. Tam imaš pa čovn par čovnu. Koš najde otroka tam noter. Jaz poznam 4 ljudi, ki so se skoraj topili, pa imajo ADHD. Ja, no, jaz sem bil tudi ker ne razmišljaš, da štis, ne znaš plavati. Jaz sem se v termah skoraj utopil, pač, ker sem se igral od neke pirate, pa sem mislil, da sem na ladji, pa sem v vodo skočil. To je to. A veš, ti dobiš en impuls, ti dobiš en držljaj, eno stvar, ki bi takrat naredil in ne pomisliš, kaj se ti lahko zgodi. In tebe furajo te držljaje skozi življenje. Zato sem se z avtom zabal tudi, ker sem šel driftati po snegu, kva sem pa jaz vedel, kva bo. Ja, sploh ne zato, ker si neodgovoren debil pač. Ampak ne, ADHD imam, ja, jaz. A vidiš, na tako pač, to nas pa pojete, te. Tako nas pa družba vidi, ne? Ja, slišiš marsikaj, ja. Žalost, ja. Slišiš marsikaj. Dej se tle žrtev delati, model, če zmer si bel pa hetero, dej, ne vem. Pa tip. Res. A veš, ta odgovornost, sej smo odgovorni, ampak res v tistem trenutku ne razmišljaš o posledicah. Ne razmišljaš o tem, kaj bo to prinesel. Ampak si samo enostavno te furati izdržljaj. Sam to hočem doživeti, to moram probati. Posledice šele pol pride za tabo, pol, ko se nekaj zgodi. Šele takrat povedaš, shit, fuck, kaj sem naredil. A to se ti še dogaja zdaj v lifeu tudi? Vedno manj, ker zdaj, oziroma skoraj nič več, ker sem se tokrat že upekel, da Vse se naučiš se. Tekom procesa odraščanja se naučiš. Ampak sem tako, da te zaboli. Sem tako. Ja, drugače pa ni šans. Ali finančno, oziroma duševno, ali telesno. Sem tako se mej naučiš. Meni drugi, ki so mi govorili, ne to, ne gun, ne tret, meni sam govori. V mojih možganih je to bilo samo probi to, probi gun, probi tret. Zelo hitro pridemo do addictionov. To pa jaz pri sebi vidim. Kajenje, recimo, addiction, ki se ga zelo težko bom odpovedal, tega se zavedam. Ampak to vsi, to ne samo ADHD. Ja, ampak ADHD še dodatno gremo na addiction. Pa zakaj, pa ne vem točno, pa už mogoče Veš kaj fora, gre za v bistvu primanjkovanje nevrotransmiterja dopamina. In dopamin je v bistvu en hormon, ki že v samo imenu ima dope noter, kar pomeni, ko ga doživiš, ko doživiš efekt dopamina v svojih možganih, ti daje nek tak občutek nekega, da nekaj accomplishment, se pravi nekega zadovoljstva, nekega notranje motivacije. In ta je pa pri nas catchy zaradi tega, ker v osnovi nam ga primanjkuje in zato je to rizično vedenje. Zato je to vedenje, ki smo v bistvu skozi malo na meji, ker konstantno iščemo to stimulacijo, zato da doživimo ta efekt v naših možganih, ki ga v osnovi ful primanjkuje. In bolj skozi hodimo po robu. In ker želiš to v zunanjem okolju unesti, iz zunanjega okolja v notranjega, se pa zatekaš lahko v prekomerno kajenje, ker nikotin sproža dopamin, v pitje alkohola, ker to isto sproža dopamin, dokler nalivaš, pa gre up, pol enkrat, ko preveč naliješ, gre v depresor in je down, pol razna rizična vedenja,
Kakšne Ja. igrice mogoče? Igrice, definitivno, tehnologija, vsa se pravi, socialna omrežja, to je čisti Las Vegas, avtomat, samo vrtiš enega, drugega, tretjega in nikoli konc. In skozi malo da, in spet naprej, in spet naprej. In te skozi malo fila. Ne? In kleno te lahko ful padeš, ker nagnjeni smo k temu, da ga že v podzavesti iščemo. A imaš rad čokolado? Ja, obožujem čokolado. Obožuješ čokolado. No, predstavljaj si zdaj, da imamo kle tvojo najljubšo čokolado in ti rečem, samo en košček lahko poješ, pa nikoli več se ne vidimo, pa vsi gremo ven in to je to. In boš povedal en košček svoje najljubše čokolade. Kaj se ti bo pol zgodilo? Dobim mazole na faci. Pustimo mazole, to je pol posledica. Okay. po Se bom enem resno koščku. zdaj odgovoril. Se pravi, en Če košček vzamem, ne, in zdaj hočem še malo čokolade. Ne. A bi jo hotel še? Ja, zihar, ja, čokolado hočeš še. To je ta efekt tudi sladkorja. In posod tam, kjer dobiš ta odziv, posod potem posegaš še več in še več in še več. In to je neskončno. Ne? In prej, ko je bilo ADHD, kokain zdravilo, ne. Kokain ti sproža dopaminski odziv, tako eksplozijo dopamina ti naredi v glav. In imaš v bistvu možnost, da se zelo hitro navadiš na to zadevo in pač padeš noter, ker se lahko umiriš. Zato sem jaz po Ritalinu imel tak downer tudi vsakič, recimo. A res? A prav dali so ti Ritalin ali kva? Ja, jaz sem Meni isto, imel Ritalin Daj nehaj. lep cajt. Kaj, v osnovni šoli recimo je učiteljica rekla, ok, Matic v neki dogaja, dajte ga psihologu, si šel, psihiatru, si šel in si dobil in je rekel, ja, on ima ACDC, on ima ADHD in more vzemati Ritalin. A je bil tak postopek? Ne, v bistvu je bilo tako, to se je vrstil, mislim, to se je začel recimo že takoj pokazati že pri meni v vrtcu, se pravi, da sem plezal posod, skakal posod, nisem imel obstanka miru. In je šlo to naprej v osnovno šolo in prvi, drugi razred je bilo še v redu, tretji, ko se je začela šola malo bolj potencirati stvari, ki jih v bistvu hočejo te naučiti, ne, se pravi, večje naloge, večje snovi, bolj poglobljeno, več moraš znati, skratka, bolj, ko te obremenijo, bolj se ti v bistvu ti simptomi izražajo. In pol sem postal vedno bolj nemiren, ne, in sem začel vedno bolj pouk motati. In ko pa ti motaš delo tvoje kot učitelj, ne, si pa v bistvu problematičen. Ne, in rušiš uro, rušiš v bistvu tudi uro tudi tistim, sploh če ne znajo delati s tabo, tudi tistim, ki so recimo tvoji sošolci, in se v bistvu začne ta pritisk nad tabo zganjati, ne, da si nemogoč, ne, in pol to začnejo iti te informacije naprej. Predstavljaj si učiteljico, kaj naredi. Ti zrušiš uro, ti padeš ven, ona te neki več tam pozirira v glavo, ne, ti pač nimaš filtre in samo sekaš nazaj, kva boš ti mene, ne, greš takoj v vojno nazaj, ker jo ne vidiš kot prvo kot učitelja, ampak kot pač človeka pred tabo, ki ti mori, pač kam mi moriš, da mi mira, ne, in si nazaj vojna. Ne. In učiteljica pride v zbornico in reče, kva mi je danes spet naredil, veš ta, imaš Matic Novak, veš, in slišiš cela zbornica in to gre naprej. In pol naslednji učitelj te dobi v razred, recimo na predmetni stopni in je že pozoren samo na te in že gleda, kako se vedeš, kaj narediš, ne vem, se boš tako le premaknil, bo že, sece, daj mir, veš, na najmanjše malenkosti in pol se enkrat fiksirajo na to, pol začne šola pritiskati na to, da bi v bistvu tega otroka mogla dati pa na neko terapijo. Oziroma celo na posebne šole. To je bila ideja, ja. Mene so hoteli dati na posebno šolo. Kva si pa delal med uro? Neč, gledal na okrog, gledal skozi okno, pa fauš sem bil ptičen, kako lahko letajo svobodno, jaz moram biti pa kleno zaprt. Pač. Ja, ampak nekaj si mogel delati, da si motil. Ja, ne vem, drkaš kuli. Ja, jaz sem vse razstavil, vse kul je razstavil, se je igral, glih v zadnjo sem bil, zdaj, ko delam v šoli. Ja, upam, da kuli. Ta besedna zveza se do ku lahko gre v dve smeri, a ne? Ja. Se je zaključil z li. Li je šele v redu. Pač jaz sem, v moji možgani so registrirali drkaš, ku sem bil tako, ne boš tega zdaj rekel. In si šel v li, sem bil tako, ok, v redu. No. Ne vem, mislim po moji... Motaš gobčen si pošiljaš list, ki so šolci, rabaš njihovo pozornost, zato ker so vsi sfokusirani, zakaj so vsi sfokusirani. Ampak temu se reče razvajen, ne. Zelo, ja. Prelobila te bo. Drugač ful dobro peleš to, ker zelo hitro dobiš nalepko, da si razvajen. Zelo hitro. In je ogromen tudi teh otrok, ki so razvajeni, ki rabijo samo jasne meje, pa da jim nekdo avtoriteto predstavi tisto ta pravo. Ker sem tle bi zmotil, recimo, ko smo pa kakšnega učitla, običajno meni se dogajalo, če je bil moški, sem ful hitro priznal avtoriteto, komu, ne vem zakaj, ampak
Recimo se mi je hitro zgodil, sem kar bil pa tako, ok, tle pa mi je zanimiv. Pa ne vem, enega učitelja za športno smo imeli, ki nas je pelil po eni prepovedani potki na smučanju, pa smo bili To je vsi, bilo že takoj. mi smo bogovi. Ste pač. njegovi, Ja, 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 itak. ja. A veš, pač Glih ta to je. klasično učiteljstvo je pa Ne deluje. ne gre, no. Ne deluje. Kaj mi boš? Ne Mislim, deluje. kaj mi boš, no kaj Ne. si pametno. Na nas ne. In v bistvu posod, kjer je ta klasičen pristop, kjer je ta old school pristop poučevanja, ti bo tako otrok rušil konstantno ure. In da se vrnem nazaj, je v bistvu Ritalin za moje pojme, tako kot ga jaz vidim, bil v bistvu predpisan na željo učiteljev, ne pa na našo željo, iskreno. Ker jaz mislim, da tako, če se res z otrokom dela, če krepiš področje, kjer je on šibek, se pravi, da mu upleteš neko rutino, recimo tudi doma, ko je, da ima neko zaposlitev, da kuri svojo energijo na primeren način, preko športa, naprimer, in da trenira to svojo pozornost, se da to toliko natrenirati, da ne rabiš nobene terapije. Jaz ne rabim. Sicer lahko dobim za trenutke, ko pač odlašam stvari do ta zadnjega in pa mi voda v gor teče in delam vse recimo eno noč pred ne vem, enim hudim javnim nastopom. A ne. In popneš Ritalin pol. Ja, potrudim se, da ne, ker se zelo slabo počutim na njem, ampak recimo nazadnje, ko sem ga, je bilo delo recimo na faksu, ko sem imel, ker sem se mogel naučiti za, mislim, da je bila metodika ali neki en suhoparen predmet, piflarski, brutalno, ker ni, na nič se ne moreš uprijeti, samo informacije moraš prebijati v glavo in nikjer jih ne moreš uporabiti. Ja. In niti narisati si ne moreš. Nič si ne moreš si predstavljati. Mi se ja. moramo učiti na tak način, da ti vidiš to stvar, vklenotar v glavi. Vidiš, obračaš, si rečeš, aha, to je to. In še najbolje pa, da jo v realnem življenju lahko občutiš, povohaš, okusiš, da jo imaš v rokah. Na ta način se najbolj učiš. Se pravi, izkustveno učenje. Linearno. Vse probamo. Ja, Mačjo hrano pa pasijo. vse probaš. Omar vse. Nabr tudi, model to not. Ja, Vse vse je povedal, ja. Je rekel, da je tudi mačjo. Je probu mačjo pa pasjo. Pa dobro, moje smo vsi probali, da je kaj tasga. On ni. Ne. Rekel bom ne, da bi se spomnil, no. Ampak lej, lahko da, ker sem bil majhen, da sem probal, se ne vem, s kakšnim kolegom. Jaz sem recimo mojega brata, pa nima ADHD-ja, sem ga, kaj je bil majhen, to je bilo tako smešen. Sem ga videl, je opasic, tako čepel, zraven te pasje posode in je do briket. Tako, pa majhen je bil 3 leta, je bil star. Živ spomin imam, tako gobco je imel, tako frizurko, čist majhen fleten. Ne briketke je. Ker smo lik pri tem, da brat pa nima ADHD. Ne, zanimiv, ne? Ker to ni zdaj samo gensko. Ni samo gensko, to je ful več dejavnikov. Mislim, genetika ne bi bila eden izmed tistih najbolj poglavitvenih, kar pomeni, če ga ima starš, ne bi ga imel po vsej verjetnosti tudi otrok, zelo visoko verjetnost je, ampak tle zraven grejo tudi še okoliščine, ki odraščaš, kako si poškodbe med porodom, recimo, kaj se dogajajo, poškodbe glave, recimo, v tekom odraščanja. Kva, pa to je kar znanstveno dokazano. Seveda. Ja. Ki je živiš na delu. Da je ADHD povezan z poškodbami pri porodu. Seveda. Sploh recimo, ko pride do hipoksije, do pomanjkanja kisika, se v bistvu... Okvara možganov, da bi se zgodi. Ja. Tej nehi stari. To sem hotel še prej reči, ko sem govoril o tem, da se prepozna otroka z ADHD, pa to, da imajo velik vpliv tudi starši, kako na to reagirajo. Ker lahko eni staršem je vsem, pa te pač im je vsem, pa rataš kriminalc konc koncev. Ja. Zelo hitro tudi tjalo zapeleš na neko ADHD. Jaz bi verjeten. Jaz, če me ne bi starši usmerjali, ja, enako je. Jaz pač sem rabil, da se nekaj dogaja več. Meni je bila šola bedna. Meni je bila nezanimiva. Nič se ni dogajalo. Moja učiteljica za matematiko je ugotovila, da pač ne bo šlo. Smo imeli pol individualne ure, pa me tam nekako prisilila v to, da sem se slokaj naučil računati. Vzela si individualne ure zate. Ja, ne bom komentiral. Smo odločbo. Ja, odločbo. Si je mogla vzeti. Ja, si je mogla vzeti. Ne, ampak je bila res legenda. Ampak ona je dala meni, recimo med poukom, sem jaz skrbel za njene rože, ker je imela rože v zadnji. Jaz sem zalival rože, vsakeč, ko smo imeli matematiko. Pa presadil sem jih. Se šolci sem imel pouk, jaz sem pa v zadnji rihtu rože. Kako dober. Zmaga. Balano, ja. Zmaga. Ful hudo. In še do danes si jo zapomnil. Ja, kralje. Ne pa kakšne, ne bom komentiral kdo, ne. Ja. Kaj gledajo učitelji, sem zanj zvedel, da me učitelji gledajo moje podcaste. A res, hudo. Tako da super ste bili večine. Večine. Ne pa lej, vse so vsi, veš kako je, ne.
Ne smeš pljuvati po učitelju, a ne. Jaz mislim, da se vsi trudijo na svoj način. a Ja, ne. pa se, veš, ti prijaš do učitelja. Ja. Verjetno nimaš ADHD, ker si mogel kaj učiti. Pa so tudi učitelji z ADHD-jem. Okay. So, res so. Ja. Res. In to so zelo, zelo Oni, ki so dobri učitelji. prepisovali naloge. Ja, lej, se ni važno, prišel je do tja, ni važno Ja, kako, okej, dosegel je cilj. Ja. A veš, Ja, jaz saj so, to vsi taki učitelji so najboljši, zato ker te razumejo. Jaz tudi, ker Točno sem to. učitelj plavanja, v zadnji na avtobusu takoj ta uneterijo najdem, kje ste, ker Točno to. pridite sem. Točno to. Ja, res. Se zavohamo med sabo. Ja, pač. tako, res. takoj. Samo pogledaš, se vidiš, že sam- une ja, iskrca, cup, točno veš, mi smo na istem, gremo zdaj neki. Ja, veš. Jaz mislim tako, ne smeš pluvati klepo vseh učiteljih in vse v isti koš medati. Jaz mislim, Ne. da se vsak trud na svoj način, zato jih je treba pa tudi izobraziti, kako z nami početi. In to je tudi ena stvar, ki jo hočem tudi narediti. Recimo, hodim po šolah in jim res probam predati, kaj to je ADHD, res iz lastne izkušnje, pa zraven še tako, kot se mi zdaj pogovarjamo, ne? Da dojamejo, da res to ni razvajen otrok. So nekateri, ampak tisti, ki je razvajen, on ti bo teste pisal normalno. On bo sedel med testom dobro, ker točno ve, da se takrat mora dokazati. On ne bo imel težave s pozornostjo takrat. Medtem ko jaz, ki pa imam ADHD, bom pa med testom kristal dobesedno, zato da bom iz sebe dal tiste informacije, ki jih bom komaj poiskal po glavi, ker mi sekajo zraven. In sošolc kaj naredil, in unkaj skuljen kliknil, in unkaj papir obrnil. In zunaj se avto pele. In zunaj se avto pile, vsi držlaji, razumeš? Jaz, ko se moram skoncentrirati, to je vse, to je da si še malo navit, na ekstra, ko bi rekel, na dojemanje tega sveta. Ja, senzor. Senzorja. Se pravi, prav v bistvu v tistem momentu, ko je od tebe zahtevano, da se skoncentriraš, takrat se to zgodi. Takrat se to zgodi. Ja, sej, veš, Takrat, ko Ali je se ti skoz? zaveš Ali je situacije, no? Se ti se velikokrat tudi ne zaveš, da se moraš skoncentrirati, pa kar prođe, pa pol ni rezultata. ja. Po mojem, no, jaz tako gledam na to. Mislim, Da imaš ti v bistvu voditelj dveh gostov, si tle, a ne? Yes. Sorry. ne, sej, Ampak meni je ful dobro, jaz ful uživam v tem, vidva kar. test, na primer, je že ena taka stvar, ne, kjer te, se pravi, časoven okvir, te že to, da imaš omejen čas, pahne noter v pozornost. Že to, da moraš dokazati neko svoje znanje in da bo to vrednoteno, pahne noter v pozornost. A ne? In pa že, se pravi, to umirjeno stanje in pa to fokus na en list, te tudi pahne noter v pozornost. Sej nas tudi, a ne? Isto kot tebe, na primer. A ne? Sam problem je, da ima mesto pozornost omejeno in to na cirka 5 do 15 minut. Po 15 minutah mi začnejo padati. In ko mi začnejo padati, meni vsi ti držlaji začnejo pozornost vleči. Tle pa je problem. Jaz v osnovi znam, sam na račun te moje radovedne pozornosti ne morem tega dokazati. In zato imamo podaljšan čas, zato pišemo posebej, ne zato, ker smo privilegirani, daleč od tega. Marsikdo bo to mislil. Vsi to Da sem mislijo, imel tisti fulno otroci. idejo, oziroma pomislek. Da je strel. Da bi zdaj sem tako napolno slišal, ker neki udar, tako tu, pa samo je avto garaž. No. Ja. Oh, fuck. Tako random, a veš, pok, pa mi tako naprej, ja, to me je zdaj zmotilo, pa gremo naprej, a veš. Ne, pa jaz sem še zmeraj skoncentriran na njega, vidva pa kaj je bilo to? Ja, Kaj je bilo to? mi pa samo ven. Vidva pa skočite, ja, takoj. Ja, Reakcija. glede tega bi še mogoče, veš, kaj bi se še dotaknil, ker smo že na 40 minutah, pa meni že malo fokus popustil. Ja, kar dej, zdaj bosta s tem mitle srala, kao. Ja, dej men. Ja, no, dej. Ne, kar sem hotel je odrasli, pa Ja. kakšni poklici so za to primerni, za Ja. odrasle zadnjih Ja, ja. idej, se mi zdi, da ima oba tam ideje, kaj je za to primerno. Plus, pol bi se dotaknil še tega, zakaj si poroko napisal. Ha, O, Ja. nice. Ja. No, gremo. Kar po vrsti. se pravi, odrasli, zakaj, Ja, kakšni poklici? Kako je, ne, mogoče, da se v parih stavkih, kako je pa, kje se pa kaže pri odraslih ADHD. Prej na začetku sva rekla, že obdržati partnerja je že en problem, oziroma problem. Ja. Zadeva, ki se to opaža, pa mogoče pol kakšne poklice zbrati za ADHD. V bistvu kaže se ti, kjerkoli se pač znajdeš. Zdaj, če gremo na domače okolje, če gremo pogledati recimo osebo, ki ima ADHD, ki živi sam. Ja, to je tako, verjetno ima nek svoj sistem, ki za njega funkcionira, vkolikor bi prišla recimo partnerka ali partner k njemu ali k njej živeti, ne bi več funkcionirali. Ker to so kupi, to so posebne poličke, Ampak vse veš, to je urejen kaos. Vse veš, to je urejen kaos. Ja. Mhm. Sicer
veš, dokler se ti nekje ne zalom. Pa še nekaj sem opazil, kar vidim, vem, da imam, če ne Če ne vidim, vidiš- če imam v predalu, jaz nimam tega. Konc nimaš, ja. Res, jaz Sam- če imam en kabel v predalu. Sam- 15 telefonov, ki gre vedno novega kupiti. To ne gre samo za stvari, to gre tudi za ljudi. Ja. Kar je za marsikoga zelo težko za sprejeti. Se pravi, če jaz človeka nimam pred sabo, jaz na njega pozabim. To ni sebično, to ni zdaj namerno, ampak pač daleč od oči, daleč od srca. A ne? In to je lahko zelo boleč, zelo za tiste, ki te imajo radi. A ne? Ker jaz lahko grem, ne vem, na neko potovanje, jaz bom čisto pozabil, da imam doma, ne vem, partnerko, ki me čaka. Jaz sem pozabil, ker sem tam. In boš prevaril trenutku. na polno. To je drugo. Pustimo zdaj te stvari, To je ampak ful dobra izstopanca za to, kao ja, le ADHD. Ej. Pozabil sem, nisem Mislim- vedel, da te imam, nisem te Ne, videl. ne, A, zdaj sta pa ti, kaj sem jo dubu, model. ACDC, to je baby, pa- let's go. ne, to je zdaj druga boš- tema. boš ti ali jaz. kaj bo? Lahko probaš, ajde. Jaz bom nekaj rekel, varanje pa zdaj tako. Jaz Thunder. mislim, da tudi kot je koncept šole, tudi koncept razmeri danes ni narejen za ADHD-ovce. Vsaj jaz tako pravim. Sorry, jaz bom tako rekel. Model, Hudo. meni bi se sedela odprta zveza. Izključno iz tega razmerja, ker ko me bo nekdo ne bo omejil, Iz tega razloga ko me verjetno. nekdo ne bo omejil, takrat bom jaz rekel, ok, zdaj bom pa loyal, zato ker ne rabim biti. Dokler sem pa jaz, moram biti loyal. Kar se tiče ADHD-ja pa varanja, je pač zadeva tako. V tistem trenutku, mislim, ne izključuje to, da si prasec. Ne izključuje, pač to je fucking fact. Ampak v tistem trenutku, ko si v tisti situaciji, enostavno ne pomisliš. Skok v vodo, ista stvar. Skok v vodo, ne pomisliš. To je isto, kot da bi skočil na vodo, pa ne bi vedel, na glavo pa ne bi vedel, kako je globoko. Ampak Sam samo zato, skok ker v je. vodo? Zavedaš se posledic ti. Ja, Ampak sam neki, skok v vodo je sekunda. Pač varanje je cel proces, jaz ne vem, razen če vidiš hota po ulici, pa bej bo tako zaporneta, pa jo nategneta sred pločnika, ampak Ne, mislim, da ni, ne. lahko tudi delcaj traja, no pa čisto je. Ne vem, jaz Veš, sem jaz varal, nočem- osebno jaz sem varal. Ja, tudi jaz. In jaz nočem tega upravičevati na noben način. Pač, jaz na to nisem ponosen. Enako, ja. Vse, kar sem naredil, je to, da sem zadevo skomuniciral, pač priznal, povedal, kaj sem naredil, zakaj sem to naredil. In tudi nekako temeljil, da se moj pogled, moje čustva in pa moje videnje te osebe, s katero sem, oziroma tudi sem bil, ker to ni bilo enkrat, a ne pač. In niso sve. Ja, ne, pa se Srknil, ne, pa se fair, se prizna, pizda Pač, se kaj. a veš, Jaz ga čisto modela toliko štekam pač. Jaz imam toliko kolegov, ki so pač istospolno usmerjeni in Ne, sej. na nek način jim toliko zavidam, ker tam je pač, tam so odprta razmerja, tam je open Ja, game. tam se žge na polno, ja. Dobro, pustimo žganje, ampak Dobro. ja. A veš, mislim, jaz, če bi gremo bil spet na to, zadnji bi bil verjeten kar ena ta kurbica. No. Ja, ja. A veš, mislim, glede na to, kar slišim in kar mi povejo, je pač res open game. Ne? Zdaj, kako ženske dojemajo to, pa moški princip tega je pa že tlele malo razlika. Ne? Ponovadi se ženska za to odloči zaradi nekega primanjkljaja, nekih manjkov, nekih čustev, medtem ko moški lahko čustveno to stane čisto, no vsaj pri meni je bilo to, čustveno stane čisto izključ. Pač to je bilo lahko, da zgolj samo nek tist drive, nek moment, ki te je prejel. Pa včasih je bil zraven, ne vem, v tisti situaciji alkohol prisoten in že tako meje razsodnosti, vse samo pade dol. Ne. Pa se pa točeš. Pol, ko pa to narediš, ko pa se zbistri, a ne, pa se pa točeš po glavi. Ja. Pol pa Ja. trpiš. Na koncu si vedno ti ta, ki trpi. Vedno. A ne, ko to Si ti počneš. žrtev, ne drugi. Mislim, V glavi začne se zavedati, ampak pol, razumeš? pol, ja, pol. Se te je žal in ti se dobro zavedaš, da to ni kul in se zavedaš, da si človeku nekaj slabega naredil. Temu, s katerim si v razmerju, pa se ga varal. Valjda ti je jasno, model. Slabo Sem jaz- vest imaš. ja. Jaz se spomnim, ko sem imel slabo vest, ker nisem takoj povedal, model, pa jaz sem mislil, da sem obal. Ja, To sem šel pa na razen z bejbo, ker nisem zdržal in sem jim pol še lepo povedal. ja. To je kar, no, to je kar. Tako da tle se mi zdi, da je kar velik problem. Jaz Dajva mislim, se da je zdaj komunikacija treba, Ja. komunikacija je rešitev za ta problem. No. Ja. Vedno Ampak blaj, pol, vedno ko bolj. se zgodi ali preden se zgodi? Jaz mislim, preden in med in po, pač kadarkoli. Ja. Sam da Da skomuniciraš. se jasno je. Ja. Službe. Poklici za ADHD.
Ajde. Ja. Evo, kako se te odpeljala. We play the game. Poklici, jaz bi rekel tako, poklici, zdaj, če čist generaliziram z mojega vidika, tam, kjer imaš sposobnost se izražati, kjer imaš sposobnost kreirati in pa kjer je ogromen neki novega, kjer je dinamika, kjer se dogaja. In pa predvsem, ki nisi zaprt v enem prostoru in na enem mestu. To bi bilo idealno, kar pomeni vsi intervencijski poklici, tukaj gremo policija, vojska, gasilci, reševalci. On je bil prej reševalc. Jaz bi A, res? prej reševalc, Pol je naprimer. padel z motorjem, ne. Pa sem se razbil v Ljubljani, ki mi je Fuck, taksi zaprl stari. pot in sva šla v Ljubljani. Oh, shit. A ne, se pravi, zdaj vidim tudi učitelj, naprimer, je tudi, ali pa to, kar jaz zdaj delam z otroki, zdaj sem že čist drugo pot ven. A ne, posod, ker je dinamika, posod, ker je skozi neki drugače, skozi neki novega. In to je delo z ljudmi načeloma. a ne. Pisarna pa ne. Ja, ali pa imaš tudi te, recimo, kakšni imajo hiperfokus na te kriptoscene, na te stocks market, se pravi, te delence pa te stvari. Sam je problem, ker te drži pol leta, pa te pa spusti. Ja, To ja. se meni zgodi. Jaz ne vem, jaz nisem Mislim, tam jaz not. nisem šel v stok, pa to, ampak tako nekaj, ki se lotam, model pol leta, pa Ki se ne veličaš. Kaj da ni, no. Sam gasilc bi bil pa, oziroma boš verjetno To cel sem pa life. že, ja. Ja. To To je je pa to. zato, ker vsakič drugač, ne. Vsakič Nikoli ne drugače, gori ja. rdeč avto, ampak enkrat je zelen, enkrat je rumen. To je tiščar. Ne, da pomagam ljudem, pa to. Ne, Ne, je, različne je. barve avtov gorijo, Meni to je je. bilo Sam Meni je mali bilo- pa tudi tega, da si Ne, ti sej dobro se počutiš. hecam, ja, valjda. Veš, to je, meni je bilo, ne vem, jaz sem bil v gorski reševalni, sem bil svoj čas, pa sem tam sem imel tudi eno tako intervencijo, eno drugačno tako. Ne. Sicer sem bil bolj malo časa aktiven, pa sem začel delati v Ljubljani, nisem mogel biti več, tega načelnik ni razumel, ker je pač en star zahojen fotor, sorry, pač, ampak ja. Anyway, in tam pač nisem mogel več pol delati po prometni, tako da to mi škoda, ampak gremo naprej. Pol recimo reševanje na motorju, to je bil najboljši job ever. Jaz sploh na šiht nisem hodil, jaz sem imel poslanstvo. Nastopaš. Enkrat si imel, ne vem, življenje tam, enkrat si imel prometno tam, enkrat si imel kaj, vem kaj. Veš, to je skozi nekaj. Ne? Vojska pa tudi. V vojsko sem šel ne zato, ker bi ubijal na ukaz, takrat bi dal govor vesti, pač to zdaj kle javno povem. Ampak meni je bilo noro streljati, meni se je bilo noro podrekovati, meni je bilo noro se z unimi valuki voziti. Pač jaz sem se igral action man, jaz sem bil tam, da gremo. Ne. Hudo. Pač, Kako pa da z vojsko nehal? vojska je bila prva, ki so mi prekinili pogodbo, se pravi, v pogodbi je bilo napisano, da si lahko 1 leto na bolniški, jaz sem bil pa 3 leta, tako da po poškodbi, ne, in ta je prva šla. Šit. Z motorjem je to, ta Ja. poškodba. Ja, Fak, stari. Cool. Ampak te zgodbe je že povedal veliko. tega je veliko. Ja, tako da to si lahko druge poslušajo. Ja. Pri nas se druge stvari pogovarjamo. Ja. Daj povej, zakaj si napisal poroko. Ja, poroko sem pa napisal zato, ker sem se že večkrat, sicer to do zdaj si vedel ti, zdaj bojo vedeli verjetno vsi, ki bojo to videli, poslušali. Napisal sem je zaradi tega, ker sem se že večkrat srečal s smrtjo, tako kar z oči v oči, zdaj na zadnje, kaj je bilo zelo drastično in v bistvu jaz vem, da vse, kar bom odnesel na drugo stran, je svoja duša. In pač vse stvari, ki bojo tukaj ostale, so pač za moje pojme samo nek material, ki ga lahko prenesem na nekoga drugega. In v bistvu zgolj z vidika te minljivosti, krhkosti, ker v bistvu sploh ne veš, kdaj te čaka. Pač. Z tega sem se pač odločil, da to naredim. Fair, ja. Mm. A bi mogoče povedala še za konec, ker smo že blizu konca. No? Ja, se vem, ja. Bi mogoče za konec povedala še negativne čustva, ki jih HD-ovci doživljamo. Mogoče res downeri, hudi, depresija, ki jo jaz velikrat občutimo, no danes kaj sonce, sem Ja. cool, ampak Pa da te vprašam, a so res negativne? jaz jih tako vidim, ne vem. A so prej neprijetne? Neprijetno. A veš, ker... Negativna, ja, se strinjam, neprijetna čustva, ki pa ni pa narobe, da jih čutimo. Ja. Veš, tako je, ne? Ful smo nagnjeni k tem burnem čustvovanju. Ne? Lahko neizmerno in pa neskončno ljubimo, smo radostni, pomagamo in ne vem kaj še vse. Ne? Lahko se tudi smo neizmerno srečni in veseli. Znamo biti tudi neizmerno nesramni in podobno. Tudi. A ne? Pač povsod gre ful na Sam to znamo vsi, človek. Ja, Ja, ampak sami nimamo meje. Ja. Pa To če je ste tisto. rekel, da si peder, pa ni vse. Meni je tudi vse, nisem drugače. Nisem ok, nisem, rad imam joške, pa vagine, pa seksam ženske.
Ali kako se reče? Ne. Unazdal se. Kaj sem hotel reči? Neprijetno čustvo. Ja, po drugi strani gremo pa lahko zelo hiter in pa zelo v ekstremno tudi neprijetna čustva, kot so, ne vem, brezub, depresija, anksioznost, razna nelagodja, takšna in drugačna, ne vem, pomanjkanje, ne vem, samozavesti, samopodobe in vse teh zadev, ki se priklopijo na njih svoje čustva. In te neprijetne oziroma negativne, če že, so v bistvu lahko za nas zelo nevarne, ker te toliko močno prevzamejo in toliko zaciklajo ta miselni proces, da se zelo hitro po tej spirali potegneš do točke, ki padeš s tem pravimo črno luknjo dol. In tam ne vidiš več izhoda. In jaz sem imel zelo težko epizodo depresije v svojih tam obdobje 19, 20, 21, tam nekje, to 3-letno obdobje. To je bilo na hard, to je bilo 1 leto sploh, no, jaz sem bil 3, da sem umoril, to je bilo... Ajo, fuck? Ja, veš, računaj, ti ko odraščaš, ne, slišiš razne take, kot sem prej recimo za njega slišal, ne, se je vhecal, ne, ampak del tega slišiš, del tega se ti vsi drekle not. In to ne slišiš samo od svojih vrstnikov, to slišiš tudi recimo od učiteljev, to slišiš od trenerja, to slišiš od svoje prve ljubezni, recimo, da noče biti s tabo zaradi tega, ker je slišala, da si prizadet in moten. In to se ti vse usidra noter, to vse naredi rane na nekem tvojem duševnem telesu, na srcu, jaz temu pravim. In ti rane ne zaceleš, ampak jih samo zakrpaš z nekimi obliži. In pri meni se je zgodilo, da sem dobil svojo prvo službo, sem tam dobil eno zafrustrirano žensko, katera na urgenci na Jesenicah. Ne bomo imenih, ampak je res. Okay. Res si bom rekel, pač presica svetovna, ne morem drugače reči, pač bič. Danes vem, zakaj je taka, pač ji odpustim za vse, ne, ampak je zlobna ženska in pač ker jo je trigiralo moje dobro razpoloženje, to, da sem žarel tam na šihtu, je začela iskati stvari v meni, napake, ne, in sem slišal enkrat od nje, da hotela me uničiti dobesedno. In sem slišal, da sem moten, prizadet, nesposoben, debil, mongolit, ne vem kaj še vse. In da bo poskrbela ona, da mi bo uničila kariero. Pa se pa ti flajštri samo potrgali dol. In rane so se odprle. In takrat sem pa padel tako globok, da dejansko sem bil tam. Ja. In bilo hard. Ven z tega prijeti je bilo res hard. Res. Pol recimo med prometno, je bila pa druga scena. Je bilo pa tisto, ko zgubiš vse, kar si do zdaj gradil. In te pa v bistvu postavil v neko pozicijo, kjer ne veš, kaj bo v tvoji prihodnosti, oziroma kako boš sploh preživel. Na to se pa nacep zelo hitro gor anksioznost, se pravi strah, panika. Ne? In tam je šlo pa v drugo skrajnost, pa tesnoba, pa panični napadi. Ja, to je res, vse, kar govorimo. Ja, itak, da je res. In si zelo podvržen temu, zelo podvržen temu. In sedih to je tisto, ne, pač jaz sem šel čez vse, kar si ti prej povedal in sem tudi jaz dal čez. Ne zato, ker sem hotel, ampak zaradi tega, ker sem bežal. Ne? In to je bilo tistih res težkih trenutkih, ko nimaš več smisla, ne spomniš, kaj še bi. Ne? Ko imaš ti v glavi edino misel, da se hočeš ubiti, ker bo to edina stvar, ki ti bo odrešila muke, kaj boš? In jaz si želim pač to res pri vsakmu temu otroku ali pa posamezniku in odraslemu in mladostniku, komorkoli pač, nekako dosež to, da bi dojel, da v bistvu se da iz tega ven zvleči in da se da v bistvu tudi to preprečati na nek način. In to je nekako ta moja skrita misija. No. Dajmo zaključiti z enim bolj pozitivnim mišljenjem. Jaz sem drugače delal vmes, sem bil že tako kaj bi pozitivnega povedal in sem rekel, kaj je bila ta pena čokolada. Ampak ima to obliko čokolade, da bi lahko Toblerone, Toblerone in barva je tudi tista. Ja. Ne, drugače dajmo nekako, ki si rekel, da imamo tradicionalno, fuck off. Da imamo nek tradicionalno vprašanje, kaj je tvoj moto? Moj moto? Ali pa vodilo v življenju? Ne se ubiti, ja, no, dobro. Ne, hec, ampak. Moj moto, da bom čim mlajši umrl in to čim kasneje. Pametno. Jaz sem tako malo drugačen, ampak živim, pusti živeti. To je to. Kaj imaš pa ti? Ti še nisi povedal.
ker si navaden človek brez ADHD. Jaz sem že povedal svoj moto na tem podkastu, pa ti si tega tudi že povedal drugače. Ja, verjamem. Ja. Ja, jaz sem povedal, da če... Stvari, v kere verjameš, večkrat povedati, da jih ne pozabiš. In v bistvu je to tvoj moto. Imaš dva mota. Daj povej nekaj. No, Ja, ne, moj moto je, to sem že povedal, da če ne veste, kaj hočete v življenju, nujno aktivno iščete, kaj hočete v življenju, ker drugače boste izgubljeni. Predolg. Če ne veš, kaj hočeš, moraš iskati, kaj nočeš. Ja, moraš nujno aktivno iskati, kaj hočeš. Da probaš čim več stvari. Je pa to, da najdeš, kaj nočeš dobro vprašati. Najboljši kompanjoni za to. Ja, res. Moraš se družiti z ADHD-ovci. Evo, to je to. To je Kaj si danes povzetek. naredil? Odrezal sem, Omarja si skoraj odrezal. Ne, Omarja si not pustil, Naju si skoraj odrezal. Dobro, Vse, ti pol navezan, face ampak to je odrezal. ADHD, pač boš videl, sprijazniš se, da si nekaj zajebo. Pač. Ja. Veš, da drugič nauš, veš, da drugič Ja, povedal. vse to je to. Jaz Trudiš pizdim se. že cel dan tle, on pa ja, ne, meni je čisto v redu. Ej, hvala ti, po mojem, naredil še par dve. Ja. Po moje, Ja, jaz tudi mislim, da smo, jaz se počutim zdaj, da smo na sred. Ja, sam pogovora. jaz Hvala vam, sem ja. ker sem si organiziral live v svetu, ki ni za ADHD. Ja, bi lahko čez 2 ure šel. Ne, ej, hvala vam, hvala, ker ste gledate ta podcast, hvala tebi, stari. Hvala vam. Ja, z veseljem. Meni je šlo na joko mes, sploh na koncu. Lepo. Priznam, da si- prvič v live lepo, sem da si si- priznal čustva. Da si Čeprav stopil imamo v stik. tope, sem čustveni invalid, ali kako pravijo vsi, ki me poznajo. No, ampak- lepo, da si stopil v stik s svojimi čustvi. Živijo. Poslušajte, Kar spusti, veš. Kar daj. poslušajte ACDC, poslušajte moj komad Kvalitete ne dobi se iz tablete. Ste toplo, naredil sem komad, včeraj je prišel ven. Ker sem ga pozabil prej spromovirati pri Omarju Navarju, ampak sem mu pol v avtu Bi povedal, bilo da sem ga idealno. naredil. Ne, poslušajte ACDC, imejte radi ADHD ljudi in imejte radi tudi sebe. Opa! Opa!